Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljajte, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Žabica Zala in čarobna luč. Danes bomo poslušali pravljico o žabici, ki je odkrila nekaj čarobnega. V mirnem jezeru, obdanim s cvetlicami in zelenjem, je živela majhna žabica po imenu Zala. Zala je bila radovedna in prijazna žabica, ki je rada obiskovala okolico svojega jezera. Njeno najljubše opravilo je bilo, da ob večerih sede na kamen ter opazuje, kako se luči prižigajo ob zvezdnatem nebu. Nekega večera, ko je jezero osvetlil mesec, je Zala opazila čudovito svetlečo luč prav na dnu jezera. Nikoli prej še ni videla takšne svetlobe, ki je sijala vseh barv mavrice in je bila videti kot čarobna, žareča zvezda. Zala je bila zelo radovedna, zato se je odločila, da bo raziskala, kaj je povzročilo to čudovito svetlobo. Ko se je potopila v vodo in se približala svetleči luči,
je odkrila, da je to pravzaprav majhna ribica, ki je plavala med čarobnimi rastlinami. Ta ribica je svetila z nenavadno svetlobo. Imela je prijazen obraz in je z nasmehom dejala: Pozdravljena, Zala, sem ribica Lučka, ki v sebi nosim prav posebno čarobno svetlobo, ki osvetljuje jezero, da bi se živali tukaj počutile srečne in varne. Tvoja radovednost in prijaznost sta me pritegnili. Lučka je povedala Zali, da je njeno poslanstvo, da osvetljuje temne noči ter tako prinaša tolažbo vsem, ki živijo v bližini jezera. Zala je bila navdušena, da je spoznala Lučko in ji je rekla: Tvoja svetloba je čudovita in prinaša veselje vsem. Kaj lahko naredim, da bi tudi jaz pomagala? Lučka se je nasmehnila in odgovorila: Prav vsakdo lahko prispeva k lepoti sveta na svoj način. Tvoja prijaznost, radovednost ter pripravljena pomagati prijateljem so že nekaj čarobnega. Včasih je dovolj, da smo le prisotni ter tako delimo svojo toplino. Zala je razumela, da ni treba biti čarobna lučka, da bi prinesla svetlobo in srečo drugim. Dovolj sta že prijazen nasmeh ter prijazna beseda. Še naprej je raziskovala jezero ter pomagala svojim prijateljem, da so se počutili srečnejše in varnejše. In vsakič, ko je pogledala v ribico svetlečo lučko na dnu jezera, je vedela, da tudi ona prispeva k čarobnosti sveta okoli sebe. Dragi otroci, tako kot je žabica Zala odkrila, da ni potrebno biti čarobna lučka, da bi prinesli svetlobo ter srečo v življenje drugih. Vedite, da imate tudi vi v sebi svojo edinstveno moč, da prispevate k lepoti sveta okoli sebe. Vaša prijaznost, radovednost ter pripravljenost pomagati so že nekaj posebnega in edinstvenega. Ko ste prisotni ter tako delite svojo toplino z drugimi, ustvarjate čarobne trenutke, ki prinašajo veselje in mir. Ne pozabite, da prav vsako vaše majhno dejanje šteje in lahko pripomore k lepoti
sveta. Prav vsako. Zato bodite kot zala in prinašajte svetlobo v življenje drugih s svojim čudovitim srcem. Dragi moji, vi to zmorete in znate.